Dobrodošli v čisto nov vlog in tegale sem vam obljubil zdajle po moje kar kakšen let, dve. Seveda sem opazil pod večino videov, me ful sprašujete, kva jaz delam, da si lahko privoščim take avtomobile, ki jih vidite v moji garaži, kva je moja služba in tako naprej. Tako da danes bo tale vlog malo drugačen, nič ne bo akcije z avtomobili, nič ne bomo predelovali. Malo se bomo dol usedeli pa pomenili, pa če vam je tak format videa všeč, mi pa valjda napišite v spodaj v komentar, pa se bom potrudil, da jih naredim še več. Ok, pa gremo kar straight to the point in kaj je moja služba, kaj jaz delam. Bi pa rad že na začetku takoj izpostavil, da pač v lifeu ni bližnjic, ne obstaja ena pot, ki bi za ziher za vse delovala, da greš, ne vem, v to srednjo šolo, na ta faks, potem pa se tukaj zaposliš in boš imel 10-15 ur plače na mesec in živel pač neko nadpovprečno življenje. Seveda so izjeme, obstajajo tudi kakšni, ki imajo to srečo, ampak večina ostalih se nas pa more znajti po svoje. Tako da moj mesečni prihodek je sestavljen iz 4 ali pa 5 virov prihodkov vsak mesec. Nimam, bom rekel, enega prihodka, ki mi prinese toliko, da bi si vse to kupil, ampak pač res delam cele dneve na vseh frontah, da pač vse to skupaj pol doprinese za en malo boljši avto ali pa kaj podobnega. Pa pač nasploh, da imaš svoje stanovanje, da pač udobno živiš oziroma da živiš tako, kakor si pač ti želiš. Pa mogoče preden se dotaknemo teh virov prihodkov, vam še povem malo o sebi. Jaz sem v bistvu diplomiran industrijski oblikovalec, hodil sem na srednjo oblikovno šolo in potem študij tudi nadaljeval na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Poleg tega faksa sem pa vzporedno delal še GEA College, kjer sem pa študiral poslovno ekonomijo. Diplomiral sem pa, po moje okoli leta 2016, nekaj takega. Takrat sem si pa kupil tudi ta prvi športen avto mojega Megana RS, ampak zdaj smo že malo zatavali, pustimo to. Tako da večino se jaz ful rad ukvarjam z dizajnom pa z ustvarjanjem nasploh. Ok, pa kar pojmo na vire prihodkov, pa ne bom jih po nobenemu vrstnemu redu izpostavljal, to je pač čist naključen vrsten red. Moj ta prvi vir prihodka je digitalen dizajn, se pravi spletne strani, aplikacije, take zadeve, delam pa za eno malo večjo firmo v Sloveniji in te zadeve delam kar po večini ekskluzivno samo za njih. Drug vir prihodka je ustvarjanje vsebin. Tukaj me tudi verjetno večina poznate prek Instagrama, TikToka, YouTubea verjetno. Tukaj seveda nekaj dobim, ne veliko, zato ker veliko ponudb podjetij tudi zavrnem, ker pač ne želim delati kar z vsakim brandom, pa predvsem ne želim, da moj profil postane neka oglasna deska. Pa ko smo lih že pri oglasih, tale video je sponzoriran s strani podjetja. Ne. Nekaj minimalnega prihodka je tudi z tega naslova, ni pa zdaj tega toliko, da bi pa lahko samo od tega živel, recimo. Tretji vir prihodkov je organizacija dogodkov. Jaz na leto organiziram tam nekje od 3 do 5 večjih avtomobilističnih dogodkov. Mogoče ste že slišali za Portorož Seaside Vibes Car Show ali pa Hill Climb Hrušca ali pa Drift Climb Hrušca. No, pri vseh teh dogodkih sem tudi jaz zraven, tako da tudi z tega naslova dobim nek minimalen prihodek. Seveda pa pač to delamo predvsem zaradi veselja pa navdušenja nad avtomobili, pa zaradi želje, da bi, bom rekel, v Sloveniji se več tega dogajalo. In pač res ne delamo tega zaradi denarja. Se mi pa zdi prav, da glede na to, da posvečamo svoj ves prosti čas temu, da pa pač na koncu leta tudi nekaj od tega ostane. Četrti vir prihodka je Vinyl Spec. To je v bistvu en avtomobilističen brand, ki sem ga jaz tudi soustanovil s svojim kolegom, zdajle po moje že kakšni 2 leti nazaj. Če vas zanima več od tega branda, vam bom stisnil link tlele v spodaj v opisu tega videa. V bistvu delamo pa take personalizirane nalepke za pač vaše avtomobile, najde se pa tudi kakšen merch, pa kaj podobnega. Peti vir prihodka je pa tudi en tak malo bolj nezanesljiv, včasih dela, včasih ne, to je pa kripto. Jaz sem v kriptu že od leta, 2016, nekaj takega, tako da včasih sem tudi kaj izgubil,
nekajkrat sem pa tudi kaj dobil, tako da tudi z tega naslova en del financ preleti. Delam pa trenutno še na 2 projektih, ki sta pa trenutno največja, kar sem se jih do zdaj lotil. Zaenkrat so še malo skrivnost, pa ne morem še o njih več govoriti, ampak če te take zadeve zanimajo, stisni subscribe gumb, pa boš med prvimi, ki boš zvedel. Zdaj bi se pa rad dotaknil še druge plati, ki se mi pa tudi zdi zelo pomembna za izpostaviti. Jaz v bistvu ves prosti čas posvečam avtomobilizmu in avtomobilom. Jaz recimo, ko zaključim s tem svojim primarnim šihtom, kar je ta digitalen dizajn, pa to pridem domov nekje 4:30, nekaj pojem in se usedem naprej za računalnik in delam naprej do, 10, 11, kakor mi pač možgani zdržijo, ker pol prideš na eno točko, ki pač tudi razmišljati ne moreš več in moraš enostavno spati. In tako izgleda moj vsak dan. Za vikend se pa valjda potrudim pol tudi malo uživati, pa malo kontenta ustvariti, ampak pol je treba tudi ta kontent čez teden zmontirati, pa tako naprej. Jaz ne žuram, ne pijem kave, ne kadim cigaret in res nimam nobenih takih drugih stroškov, zato večino svojih financ pač usmerjam v avtomobile. Zdaj veliko ljudi mi reče, ja, pa ti si lahko privoščiš tak avto, ja, pač malo si izračuni, ne vem, kadiš cigarete, piješ kavo, in to je takoj 300-400 evrov na mesec. To, če si izračunaš, to je, en konkreten obrok za Focusa RS-a, pa si ga lahko vsak privošči. Tako da v bistvu tukaj gre za neke prioritete, koliko si ti dejansko to stvar želiš. Pač jaz si to stvar toliko želim, da recimo se rajš odpovem kakšnemu dopustu ali pa kakšni žurki ali pa kaj pa vem, kva folk rad potuje, I don't know, pač jaz se rajš tem stvarem odpovem, zato ker imam avtomobile toliko rad. Pa nimam jih rad zato, da bi pač se pelil v center, pa se pač pokazal z njimi. Pač avtomobile imam rad jaz kot nek tak, moving art, neka umetnina, ki se lahko premika. Meni je že to veliko, da grem dol v garažo, pa si stegnem stolček za 5 evrov iz Jiska, pa pač gledam svoje avtomobile, ali pa pač grem na car show, pa cel dan gledam druge avtomobile. Meni je pač to fajn. In dejansko zato, bom rekel, požrtvujem veliko svojega privatnega, prostega časa in tako naprej. Ful mi je težko, bom rekel, vse to strniti, ko me nekdo vpraša, joj, kaj pa ti delaš, da si lahko privoščiš tak avto. Pač ja, dejansko je ful dela, veliko projektov, ki sem se jih lotil, bom rekel 80-90%, do zdaj je tudi failal, ampak recimo 1 na 10 ti parata, pa bom rekel ti pokrije mogoče tudi del stroškov za nazaj, oziroma ti prinese tudi neki financ za naprej. Je težko, tako kot pravim, velikrat failaš, ampak takrat, ko ti parata, je pa pol vreden, bom rekel, ves ta trpljenje, če lahko temu rečem, ali pa ves ta trud, ki si ga vložil do zdaj. Zavedam se, da z neko normalno službo ne bi mogel voziti takih avtomobilov in zato se pač vsak dan ženem, bom rekel, da bo moja zbirka lahko še boljša, še večja. Ne vem zakaj, ampak to je nekaj, kar je v meni in mi ne da spati. Ne da drugega misel, to je nekaj pač, čemer sem jaz obseden in si pač ne znam pomagati. Meni ful pomaga recimo tako, da si zastavim nek cilj, kaj pa vem, zdaj sem zmislil. Trenutno si ful želim, da bi rad dodal v svojo zbirko tudi enega Raptorja, pa zdaj se bom zmislil, Raptor stane 60.000 evrov in zdaj moraš pač pogruntati, Že zdaj imaš max avtone finance, zdaj moraš pa še 60 jurjev z lufta potegniti, In pol jaz začnem razmišljati, pa tle lahko še kaj prišparam, pa tle lahko še kaj dobim. Če vsak mesec, naredim še dodatnih 500 evrov do jurja, pa šparam, kakšen let ali pa 2, pa mi pol, bom rekel, lahko pokrije obrok z tega stališča, tako da v bistvu, ko si postavim neke cilje, mi ful lažje pol strukturirati, koliko več moram narediti, ali je to finančno, ali je to časovno, kakorkoli, ampak ful lažje mi tako postavljati neke cilje, pa ni nujno zdaj, da je to avto, lahko je to garaža, ki jo hočeš postaviti, lahko je to hiša, ki jo hočeš postaviti. Pač veš, koliko zadeva stane in če recimo si rečeš, rad bi zaslužil 60 jurjev v naslednjih 5 letih
kaj moram zdaj za to narediti, a ne? Pač najti način, kako boš zaslužil v 5 letih 50-60 jurjev, da si už lahko to privoščil. Tak mindset tudi mene pač zmeraj žene naprej. Moje nekako vodilo je to, da vsi avti, ki jih kupam, so mi toliko dobri, da jih dejansko pač ne želim prodajati. Se pravi, moraš nek drugje dobiti, bom rekel, dodatne finance za to, a ne? In tako pol, bom rekel, imam tudi jaz željo naprej graditi svojo zbirko, ker Shelby ne bo nikoli naprodaj. Focus tudi zelo dvomim, da bo, ker to sta oba avta, ki bi jih rad obdržal za zmeri. Seveda bi pa rad dodal še več avtov v svojo zbirko. Rad bi imel tam nekje do 6 avtomobilov, ker kar je več, se mi zdi že tako nesmiselno. Nesmiselno imeti že 2 avta, ampak pustimo zdaj to. Tam nekje 6 avtov je še toliko, da jih lahko recimo na vsake toliko enega peleš, ker ne bi si pa želel imeti avtomobilov doma samo zato, da stojijo, pa da se prah nabira. Meni je point avta to, da ko je lep vreme ali pa ko meni paše, da pač vzamem ključe in se grem peljati. In to je to, mogoče se sliši simpel, ampak ni, pač dejansko trenutno imam 2 avta, pa delam zadnjih, kaj pa vem, 6-7 let že k norc, pa mi ni težko in vem, da bom tudi še naprej delal tako, pa še bolj, zato ker bi pač v prihodnosti si rad ustvaril par nekih pasivnih dohodkov, ki mi bojo, bom rekel, prinesli več denarja za manj dela, da se bom lahko res fokusiral na tiste stvari, pač v katerih uživam, ali je to ustvarjanje kontenta, ali je to zbiranje avtomobilov, ali je to iti na kakšen track day. Take zadeve me ženejo naprej, da bi pač dejansko imel dovolj nekih, tako kot sem rekel, pasivnih dohodkov, da bi bil lahko svoboden. Pa svoboden ne mislim to, da bi ležal na kavču, ampak pač, kot sem že prej rekel, da bi delal stvari, samo stvari, ki me res veselijo v življenju. Pa zdaj še za konec, da ne bomo predolgi, prej, ko sem omenil 6 avtomobilov, že zdaj takoj vidim vprašanja v spodju v comment sectionu, ja, kateri pa so avtomobili, ki bi si jih še rad kupil. Definitivno eden od naslednjih je Raptor, ali je to F-150, ali je to Ranger, ne vem še, nekaj od tega definitivno, ko mi bo pa, bom rekel, zares uspelo v življenju, bi pa rad v svojo kolekcijo dodal še Ford GT-ja, pa ne toliko ta novega, ampak dejansko ta starega, taga, ki ste ga videli v filmu Ford vs. Ferrari, taga, ki je zmagal, strojno zmagal proti Ferrariju na Le Mansu, to je Ford GT letnik 1966. To pa kakšnega Ferrarija, ful mi je všeč 812 Superfast, F12 mogoče ali pa F430 Scuderia. To so recimo avtomobili, ki meni pač sežejo v dušo, ali kako bi rekel. Danes smo imeli kar en tak, malo že skoraj podcast, kako bi rekel. Danes smo bili malo bolj resni, malo smo se pogovorili, pa tako, kot sem že na začetku omenil, če vam je tak format všeč, da se kdaj tudi takole malo dol usedemo pa pogovorimo, mi kar napišite v spodaj v komentar, pa se potrudim, da naredim še kakšnega. To je pa to za danes, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!